Spoštovani gostje, cenjeno občinstvo, lepo pozdravljeni v Celjski Mohorjevi družbi, kjer smo danes nagovorjeni in poklicani k čudenju in varovanju. Ob jubilejni izdaji 800-letnice Sončne pesmi ali Hvalnice stvarstva ter novi knjigi gospoda Franceta Cukjatija bodo danes spregovorili dr. Vinko Škafer, dr. Edvard Kovač, dr. Miran Špelič, gospod Jošt Snoj, dr. Anton Stres, gospod France Cukjati in gospod Anton Komat. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Sončna pesem, Hvalnica stvarstva. 4 čudovite besede, ki že 800 let oznanjajo sporočilo svetega Frančiška Asiškega. Dr. Vinko Škafer, prav vi ste Celjski Mohorjevi družbi predlagali nov natis Sončne pesmi in ponosni smo na to monumentalno in sončno knjigo, ki zdaj krasi naše police. Zakaj je pomembno, da jo vedno znova prebiramo? Vsem lep pozdrav. Še enkrat torej vsem lep pozdrav. Namreč jaz nekaj sem začutil že pred 20 leti, da je prav, da jo izdamo. Takrat sem našel prijatelja tudi iz Mohorjeve, Rafko Vodega, napisal en tako študijo zanimivo prav Sončne pesmi, ker sam je bil takole zelo recimo iskalec, tudi ljubitelj narave, mislim Rafko Vodeg. Sem potem bil vesel tega, da je to takrat išlo. Zdaj pa sem razmišljal prav o tem, da je ta 800-letnica in je bilo prav, da jo izide prav zdaj. In zdaj prav ti dnevi so tisti dnevi, ko nekje praznujemo Frančiškovi brate in sestre, da je torej 800-letnico, obenem pa tudi prav Frančiškovo sončno pesem, prav zdaj v tednih. Tudi v Rimu so v tednih, predvsem sicer bolj z vidika medtem ekološkega, o tem razmišljali, čeprav tu je skoraj, je prav pa tu obena ključje, da je torej papež Janez Pavel II nekako imenoval Frančiška za prijatelja ekologije. Sam sem predvsem hotel se to povedati, kar me nekako nagovarjalo že od nekdaj, da ima vsekakor Sončna pesem tako izjemno sporočilo. Predvsem, če je recimo lepo prebrana, torej v duhu, Frančiškovem stil in tako dalje. In zdi se mi zelo lepa misel od enega drugega teologa, Aleksandra Šmemana, pomeni pravoslavnega teologa. Zdaj, je to zelo poudarno zanimivo misel, da je namreč človek ni samo homo faber recimo, ali homo, kaj jaz vem, turisticus, ampak je on rekel, da je predvsem torej tisto bitje, ki je duhovnik, torej sacerdos, bi rekli v latinščini, torej pa naše torej duhovnik, častilec in tako dalje. Da je vse ostalo bo na nek način minilo, to lepo ostane za večno. Torej ta človekova sposobnost, danost, da lahko torej častilec Boga. In Frančišek, veste, ki je nekje začutil eno tako bližino stvarstva, je zato zapel torej to pesem zelo zneseno. Ima nekaj dva primera, enega je rad poudarjal Frančiškan iz Zagreba, biblicist, Bonaventura Duda, tako je rad rekel, da je ta pesem lahko nastala samo v Umbriji. Zdaj torej, ki je nekje pač kraj tako lepo sporočil, zapravo te različnost lepot. Drugi pa je zanimivo, pravoslavni, poznejši tudi metropolit v Črni Gori, Avdohij Radovič, ki je noč tudi preživel v Asizijo, eno veliko noč, in je potem o tem dal tudi tako zanimiv intervju. Kljub temu, da je imel probleme recimo z ekumenizmom, vsem je torej začutil, da je živel v Asiziju nekaj posebnega. Tako da je res Frančišek, torej človek Asizija, človek predvsem človek jeste evangelija. Najprej je dolgo iskal, kaj ne naredi v življenju. In potem vse mučil. In na koncu ugotovi, da je pravzaprav, ko so brali na svetega Matija dan evangelij, torej zaslutil, to je moje. On je to našel. Že prej se je srečal recimo s tistim
križem San Damiano, prej se tudi srečal recimo z Gobovcem, ampak to še ni bilo tisto. Že prej je tudi odložil recimo svojo obleko, jo vrnil očetu, tudi škof je, kar se prejemal, če tudi je bil zanimiv ta škof Frančišek takratni, ampak vsekakor torej tukaj, kot Civke, je torej našel evangelij. To mu tudi pravimo Frančiška navadno, z latinsko recimo homo evangelicus, kar pomeni torej evangeljski človek. Vidite, če kdo potem prav on. In tako da tudi te mnoge recimo slike, predvsem s Frančiškom in pa z narod skupaj, so pač takšne, da res nekaj nakazuje torej Frančiška kot istega duhovnika vesolstva. Vidite, mislim, da to je tisto, to je to končno. To je torej tukaj zemeljsko in on zaživa eno tako globino izjemno, spet lahko rečemo esotološko, da pač pobrati v stvarstvo. Torej zameč ni bilo recimo lune, ampak sestra luna. Ni bilo recimo več mesec, ampak brat mesec, če bi šli ta izraz upraviti na oba načina. Potem recimo sestra smrt, celo je smrt, je rekel sestra smrt. Ali pa recimo materi, kljub temu uporablja tudi izraz v tem kontekstu recimo svoje stolične pesmi mati, pa govorim podala tudi sestra zemlja. Tako da se tole bratovstvo, torej sestrstvo je nekaj izjemnega in zanimivo je tudi tole, da je torej papež še en svoj drugi, pozdaj pa še potem predvsem papež Frančišek, ki je torej to stvar izjemno zaslutil. Zato potem je tudi, kot je poudarjal, se torej Frančišku približal. In torej postal zelo tako recimo frančiškovski človek, kljub temu, da je bil jezuit, torej tudi izdal take recimo encikliki, namreč s naslovom Od Frančiška. Pomeni, torej to Laudato Si in potem tudi Vsi bratje. Pomeni, da je torej to bratstvo nekaj tako močnega, da torej lahko dejansko prevzame človeka. In je prav danes ta škoda, da torej smo premalo recimo občutljivi, premalo nekje torej do tega stvarstva našega, se z njim premalo torej srečamo kot s bratovstvom in pa sestrinstvom. Kajti brez tega, po mojem, človeštvo na nek način ima eno tako čudno prihodnost. Človek preprosto ne sme biti, tako so rekli že stari, torej ne sme biti homo hominis lupus, ampak predvsem torej brat. Ampak to gre Frančiška torej za človeka, on to črpa iz Boga, no obenem pa tudi za vse stvari, kar je bilo ustvarjeno. Torej za vse stvaritve, od sonca do zvezd, do sestre vode recimo, do brata vetra in tako dalje. Toliko mogoče za začetek. Hvala lepa. Dr. Edi Kovač, sveti Frančišek je živel v obdobju, ko je bilo trubadursko pesništvo že v zatonu. Njegova pesem ima trdne teološke temelje in gotovo ne panteističnih navdihov. Dr. Miha Pintarič opozarja v eni od spremnih besed, da je naslov pesmi Hvalnica stvarstva, ne pa naprimer Hvalnica stvarstvu. Najprej Božja stvar. Kot pravi, vsa narava je lepa in močna in je ena sama hvalnica Bogu, zahvala za bivanje, za življenje. Ja, hvala lepa za povabilo, za besedo. Tukaj nadomeščam nekoga, ki ni nadomestljiv. To je pesnik, ustvarjalec Miha Pintarič, ki mu zdravje onemogoča, da bi bil med nami. Z Miha Pintaričem naj povem, me veže dolgoletno prijateljstvo in ko sem slišal, da pripravlja knjigo o srednjeveški ali pa trubadurski liriki, sem ga povabil v Toulouse. To je oksitansko mesto, ki ima prvo akademijo v Franciji, še danes ima akademijo oksitanskih ali provensalskih, če hočete, pesnikov. No in ko je prišel k meni, sva veliko govorila in tam se je tudi seznanil z francoskimi poznavalci srednjeveške literature. No in tako tudi v svoji kratki študiji pove bistveno in stvari, ki niso toliko znane. Literarni zgodovinarji se sprašujejo, odkot je prišla trubadurska lirika v Evropo in
nekateri zagovarjajo, da je to iz sufitske ali muslimanske literature, medtem ko pa veliki poznavalci kot zgodovinari pa literati, tudi kot Georges Passerat, pravijo, da je v ozadju vendar religiozna krščanska lirika in to so predvsem spevi o Mariji svetega Bernarda. Se pravi, da začetek te ljubezenske trubadurske lirike je vendar religiozno pesništvo in duhovno pesništvo. Seveda je pa potem ta trubadurska lirika, vsaj preko nekaterih avtorjev, šla v čisto senzualnost, se pravi, se je sklonila v resničnost, v inkarnirano ljubezen, dobesedno utelešeno ljubezen in v naslednjem obdobju je bila izjemno strastna. Ampak potem, se veste, strast spojenja tudi pri pesnikih in potem je ob koncu pa je pa pravzaprav trubadurstvo usahnilo in je ponovno zaživelo zopet preko religiozne lirike. No in v to religiozno liriko se uvršča tudi hvalnica stvarstva ali sončna pesem svetega Frančiška, kjer pa dosega nov duhovni vrh. No in tako, kot je povedala naša urednica, tudi Miha Pintarič poudarja, da to ni hvalnica stvarstvo, ampak hvalnica stvarstva, saj ti pesniki s Frančiškom vred preko opevanja tega sveta ali lepote tega sveta vendar iščejo presežno tisto, kar je nad soncem, tisto, kar je večno sonce. In v tem duhu je sveti Frančišek porodil, to bo več povedal brat Miran, ki je tukaj, porodil tudi izjemno frančiškansko teologijo svetega Bonaventura, kajti sveti Bonaventura pravi, da takrat, ko človek moli ali poje Bogu, takrat opravlja duhovniško molitev. Zakaj? Podobno kot v Stari zavezi je veliki duhovnik šel v presveto in v imenu vsega ljudstva opeval ali pel Bogu, tako tudi vsak človek, ki moli, ki poje, opravlja duhovniško molitev, kajti moli Boga v imenu vsega stvarstva. Toliko, hvala. Hvala lepa. Poleg gospoda Škafarja in gospoda Pintariča je spremno besedo v knjigi dodal tudi dr. Miran Špelič. Veliko lepih misli ste zapisali ob tem izidu sončne pesmi, med drugim tudi to, da se poezija, kar sončna pesem vsekakor je, rojeva v objemu religije. V površno pokristjanjenem, še napol poganskem svetu prebujajoče se mestne kulture spominom na trubadurje po gradovih je prvič zadonela Frančiškova hvalnica stvarstva v jeziku, ki ni bil več latinščina, ni pa bil še italijanščina, kakršna se učimo dan danes. In vi opozarjate med drugim, da tudi kdor hoče iz sončne pesmi narediti nekakšen ekološki manifest, je v skubi njenega bistva. Res je, in njeno bistvo je prav v stičišču, v stiku med svetim Frančiškom in Božjim razodetjem, ker je Frančišek to pesem gradil sebi kot del svojega posvečenega življenja, Bogu posvečenega življenja. Prek narave je prejemal neke vrste Božje sporočilo in potem skupaj s to naravo slavil Gospoda. V jeziku, ki je bil takrat res še nekako v povojih. In to je bilo tvegano početje. Ni pel ne latinsko, kot se je pelo po cerkvah, kot je pel, ko je molil, ni pel niti v francoščini, ki je bila sicer njegov poetični jezik, ampak v jeziku, ki se je takrat šele rojeval. Zato, da bi očitno tudi ta jezik, to rojevajočo se, porajajočo se italijanščino, postavil na neko spodobno raven. In to se je zgodilo. Kmalu za njim, 100 let za njim je
njegov posnemovalec, njegov sledilec Dante v božanski komediji postavil Frančiška že kar v nebesa, kot je bil tudi že razrečen seveda. Ampak je pa v tem istem jeziku nadaljeval. Frančišek je s to sončno pesmijo res nekje na pragu med starim in novim svetom. Svetom, ki se je močno spreminjal. In zato je ta pesem tudi danes lahko močno aktualna v tem hitro spreminjajočem se svetu. Morda se jezik ne razvija tako hitro, kot se takrat iz latinščine, italijanščina, ampak gotovo pa se razvija in spreminja naše mišljenje in tu se lahko zgodi marsikaj deviantnega, kot se je dogajalo v Frančiškovem času. V Frančiškovem času smo bili priče vdora islama v Evropo. V Frančiškovem času so bile križarske vojne, ki so prinesle nazaj spet vznik nekega neognosticizma. Vsemu temu smo pričali tudi danes. In zato je Frančiškova pesem tudi danes močno nagovarjajoča, če jo seveda znamo brati. Ne samo kot relikt, kot muzejski artefakt, ampak kot sporočilo, ki pričuje o Božjem razodetju v tistem času, pa tudi za naš čas. Zato mislim, da je skorajda nujno, da mi potem, ko preberemo sončno pesem, ko preberemo to hvalnico stvarstva in skupaj s Frančiškom hvalimo Gospoda, tako kot je hvalil on, da to pesem nadaljujemo. Ta pesem ostaja nedokončana, če ji ne dodamo še svoje kitice. Tudi Frančišek ni napisal te pesmi naenkrat, ampak v okoliščinah, ki jih je doživljal. Poleg treh velikih nebesnih, dveh nebesnih teles, Sonca in Luna, zvezd, je potem se lotil 4 elementov, ki so takrat bili pač edini. Koliko elementov imamo danes v periodičnem sistemu? Za vsakega lahko napišemo svojo kitico. Potem pa še odpuščanje in smrt. Dva pomembna elementa iz stika s človekom, človeške družbe. To je ne samo vesolje, ne samo elementi tega sveta, pa tudi odnosi med ljudmi so tu pomembni, ker se tu razodeva Bog. Ker prek teh odnosov, ki jih imamo med seboj, prek odpuščanja, lahko mi segamo do Boga. In slednjič je smrt tista, ki nas pripelje predan. Zato vas povabim, da znova preberete to pesem in da potem nadaljujete preprosto na svoj način. Za koga vse lahko hvalite, s kom vse lahko skupaj hvalite Gospoda. Kaj vidite v današnjem svetu takšnega, kar je prek česar se vam Bog razodeva in s čimer lahko vi nazaj vračate se k Bogu. To je tudi ena od velikih tem Frančiškove duhovnosti, da to, kar sprejema od Boga, da to Bogu tudi vrača. Zahvalite se Gospodu morda tudi za to knjigo, ki vas bo spodbudila k poglobljeni veri. Hvala. Hvala. In ta knjiga nas bo spodbudila in nagovorila tudi zaradi svojega videza. In jubilejno izdajo sončne pesmi namreč krasijo tudi izjemne stvaritve akademskega slikarja Jožeta Snoja. Tukaj že pri vhodu ste si lahko ogledali nekaj platen v živo, tukaj zadaj imamo tudi eno, ki je upodobljeno v knjigi. Žal obseg in knjižna izdaja ne omogoča vsega, kar prinaša slika v živo. Gospod Snoj, te podobe niso bile ustvarjene posebej v ta namen, se pravi v Frančiškovo zgodbo, ampak sta jih z urednico, doktorico Tanjo Ozvatič, ki je uredila to knjigo, izbrala iz vašega opusa. Kako jih doživljate zdaj, ko so v knjigi, ko so zaživele v Frančiškovi zgodbi? Ja, dober izbor, to je vse gospa Tanja naredila. Dober izbor, se pravi, detajlov je tale detajl je tukaj gor. In recimo, tole sem danes opazil, da Frančišek je sicer preprost in je pesniški tudi. Najprej bi to rekel, so duše, ki so tako nekako se zedinile z Bogom in s stvarstvom, da so premostile to veliko distanco, ker vemo, ta svet ni zdaj popolnoma Božji, ni še nebeško kraljestvo, ampak ima ene, se
pravimo, neko temo, neko zlo, ne, v katerem se moramo znajti. Ampak so pa duše, ki so tako se približale, lahko bi jim učitali celo panteizem, zbrati sonce, ne, ki nas razsvetljuje od zunaj, pa tudi noter, ne, da tukaj duha ne pošteva. To je toliko zedinjen z vsem, ampak on seveda gleda čez, ne. In to je tudi sicer naloga slikarstva ali pa pravega slikarstva, je tudi ravno to, da vidite v tem stvarstvu podobo ali pa vnaprej razodete Božje kraljestvo na nek način duha, luči, da bo vse prežarjeno, ne? Kar je Frančišek tako gledal v duhu, ne? Mislim, prišel najbrž najdalj, kar je skoraj možno za človeške bitje. In ga tudi potem take duše, ali pa Serafin Sarovski, ga tudi stvarstvo v Boga, da reče tam Bovku in ga kar v Boga, Serafina Sarovskega tudi so kar v Boga, ne? Edward pa. To se zdaj malo smešen, ne? Ampak je res, ne? Ne vem, kam sem zašel zdaj. V redu. Ampak, če ostanemo pri tem čudenju, glede na to vi kot slikar, kot nekdo, ki mu je bil dan en poseben dar, kako to lepoto stvarstva prenesete skozi svoj talent na platno? Se ukvarjate s tem, kako bo zdaj to čudenje sveta, nad katerim se lahko res samo čudimo, zaživelo v vaših barvah, v vaših teksturah, v slikah, v sporočilu ne nazadnje? Ja, mogoče bi rekel z Berdjajevim, da je ustvarjanje je transcendiranje, ne? In da sem to šele pred 2 leti in vidim, da sem to živel že desetletja, nekaj 42 let slikam, ampak to je transcendiranje, ne? In dobro, umetnost ni apofatična, ampak ima pa elemente apofatike in tam je recimo gospa dobro izbrala, ker je tukaj napisano tebi najvišjemu edinemu pristoji nihče ni vreden tebe imenovati, tudi ne moramo ga na nek način apofatične teorije, ga ne moramo imenovati. Frančišek je imenoval stvari, ker je bil preprost, ne. Ampak tale detalj je izbran v tem smislu apofatične, ne, ker so sami predpleti barv in svetlobe, ne. Od sebe je to skrivnost, ne imenujejo tako, no. Drugač pa jaz pač skozi naravo sem doživljal ravno to, no, iskal sem Boga, presežno in to je pač sad enega take duhovne poti, da vedno hočemo nesti tudi nadnaravno, ne, se pravi, vedno so tudi te slike, tudi narava so sakralne, ne, ima neke elemente, mogoče ne tako, da bi zdaj naredil golobčka gor svetega duha, to ne tudi včasih kakšna taka stvar, ampak skozi preplete barve, skozi razodevanje svetlobe, skozi nekaj poskušam dodati nadnaravnega v naravo. In tisto nadnaravno zgleda naravno in to je že to prežemanje, to anticipiranje, ne, kako se bo stvarstvo preobrazilo, ne. Ste, hvala lepa. V bistvu pri tej knjigi, kot zdaj vidimo, ste tako srečno poklopilo v besedah, ki ste nam jih pospremili, z slikami, z urednico, skratka, ena cela vrsta stvari se je spletlo v res čudovito knjigo in 800 let po nastanku nas te besede še vedno globoko nagovarjajo, tako da upamo, da jo boste ponesli s seboj in prebirali, ker je vedno znova v navdih. Dr. Anton Stres, vi ste pa svojo besedo spremno med bralce pospremili našo drugo knjigo, v kateri se danes družimo, in sicer avtorja gospoda Franceta Cukjatija, ker dobro poznate vsebino obeh knjig. Lahko zdaj naredite nekako most med Frančiškom in Francetom, če se malo karikiramo. Nisem kakšen pontifex, se pravi, da je postal. Ja, je pa seveda stvar zelo povezana med seboj in ne samo povezana, hvala za besedo, povezana, temveč tudi zelo aktualna. In tisto, kar je knjiga gospoda Cukjatija, izjemno aktualna v tem našem času, v teh ideologijah. Zdaj smo govorili o svetem Frančišku, kot pesniku, kot svetniku in tam ne morate reči, da je tam kakšna ideologija, ampak ravno obratno. Ideologija je tam, kjer
koristi ali pa interesi dominirajo nad resnico, vlada ukazujejo resnici, kar je res, ideologija ukazuje, kaj je treba govoriti in česa ne smeš. Pač zato, ker je to v interesu ali pa ni nekega razreda, nekega vladarja ali neke skupine ljudi, ki to ideologijo širi za svoje koristi. Sončna pesem pa ravno to ni, ne? Pravzaprav nobena pesem ni, umetnost je ravno popolnoma neideološka. In če se sprevrže v ideologijo, se počasi se učili partizanske pesmi pa druge, to seveda niso pesmi, ne? Zelo malo pesniškega je tam. Se pravi, in knjiga gospoda Cukjatija pa ravno opozarja na to ideološkost, v kateri živimo in ko se je ideologija polastila tudi narave. In to je seveda sodobna ekologija. Hudo je to, da je za vsem tem resnični problem ali pa resnične vrednote, da gre za nekaj zelo pomembnega, naš odnos do narave, do stvarstva, ki ga pa potem ideologija vedno sprevrže. To, kar se meni zdi v tej povezavi zelo pomembno, je to pričevanje, če hočete, ekološke zavesti, ki pa je seveda veliko več kot navadna ekologija, v sončni pesmi, pričuje o tem, da ni treba biti moderni materialist ali pa naturalist ali pa biocentrik ali pa kozmocentrik, to vse, kar so sodobne ideologije, ki hočejo se prikazati kot edine, ki lahko obvarujejo naravo pred gospodovanjem in uničenjem človeka. Da človek to uniči naravo. Ampak da je tudi mogoče v okviru tiste miselnosti, ki jo ti sodobni ekologi imenujejo in tudi kritizirajo, napadajo kot antropocentrizem, kar je značilno seveda za svetopismo, ker je človek krona stvarstva, da je treba človeka vreči z prestola, da ni več krona stvarstva, ampak da je čisto navadno eno živo bitje poleg drugih in nič več. In da če bomo to ideologijo sprejeli, potem bomo pa spoštljivi do ostalih naravnih bitij in bomo lahko z njimi živeli v miru, ker se ne bomo povzdigovali nad nje. To se pravi, svetopisemska misel, da je človek krona stvarstva, to je treba zavreči in to sodobna ekologija, ekološki misleci, označujejo kot antropocentrizem ali pa kot plitvo ekologijo. Sveti Frančišek je pa ravno dokaz, da to ni res, da je mogoče tudi ob priznavanju Boga in ob priznavanju izjemnega mesta človeka prav tako imeti zelo spoštljiv, zelo občudujoč odnos do narave in da se da tudi v okviru tega do sedaj izročenega svetovnega nazora, krščanskega, prav tako biti zelo zaveden in tudi odločen branitelj narave, ki nam je izročena v oskrbo in v varovanje. Jaz se spomnim, ko sem bil še veroučenec, ko sem še hodil k verouku, pa nismo imeli pojma o ekologiji, seveda ne leta 50-55. Ampak nas je veroučitelj vedno, ko nas je učil, katerih grehov se moramo spovedati, je vedno bilo tudi vprašanje, ali sem mučil živali. Se pravi, takrat so nas učili, da se živali, da je treba živa bitja spoštovati, lepo z njimi delati, da ne smeš biti krut, da ne smeš uničevati. Skratka, zato ni treba biti ekolog v tem modernem, globoki ekolog, ko danes se imenuje nekateri, ni treba
izpovedovati te pretirane ekologije, skrajne ekologije, ki izničuje, ki izbrisuje razliko med človekom in drugimi živimi bitji, ki govori o pravicah živali. To ne more biti točno, žival ne more imeti pravic, ker tudi dolžnosti nima. Simbole, to je metaforična govorica, to ni natančno. Metaforično lahko rečemo, ampak ne pa v pravem pomenu besede. Skratka, človek je lahko in tudi mora biti zelo odgovoren, in ne samo odgovoren, še več kako samo odgovoren, občudujoč član te narave, njen člen, kljub temu, da ve, da je ta narava, da to ni človek, da nima istega mesta, ampak za enim in za drugim pa stoji nekdo, ki daje svojo vrednost in vrednoto naravi in človeku, ali pa zunanje narave in notranje človekove narave, to je pa njun stvarnik. In v luči tega, če to upoštevamo, ki nam je naročil skrbništvo nad naravo, je prav tako mogoče, pač mogoče še bolj utemeljeno, kakor pa z izhodišč sodobne ekološke ideologije, prav tako mogoče biti zelo zavzet, varuh in branitelj te narave, ki se pač sama dostikrat pred človekovimi imperialističnimi posegi ne more tako braniti. Branijo lahko samo človek, če ima pravo zavest, da ni on tudi ne gospod, ampak da je en drugi gospod, ki je stvarnik enega in drugega. Hvala lepa. Gospod Francesko Cukjati, spomnimo se vas predvsem kot politika in se malo z melanholijo oziramo na čase, ko ste bili vi predsednik Državnega zbora. Pri Celjski Mohorjevi družbi ste doslej išli že med drugimi vašimi knjigami 2, monografiji Slovenske podobe zla in Na poti iskanja. Kot avtorja smo vas vedno poznali po pronicljivih razmislekih, ampak ta knjiga, sploh glede na to, da smo začeli s poezijo, nosi skoraj malo militanten naslov V spopadu ali sožitju z naravo. Zakaj jo je bilo treba napisati? Ko sem jo prebirala, sem imela občutek, da tudi zato, ker vam ni vseeno, v kakšnem svetu bodo živeli vaši vnuki. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Vsekakor menim, da sodi ta knjiga tudi k svetemu Frančišku oziroma poeziji o naravi, ampak pristop te knjige je prav tako pristop k naravi, ampak drugačen. Knjiga začne s krutimi dejstvi sedanje civilizacije, zahodne civilizacije, kar zadeva naravo, kar zadeva pojmovanje vesolja in kar zadeva predvsem naravo človeka. In seveda analizira vsa ta dogajanja, ki se spreminjajo v zadnjih desetletjih, predvsem v zadnjih letih tudi, v boljšo smer, v nekako večje razumevanje, predvsem človeške narave. Ampak začne knjiga z Darwinovo evolucijo in z velikimi zmotami Darwinove evolucije, ki je ne zagovarjam samo jaz, ampak ki temelji na velikih strokovnih odkritjih, zadnjih odkritjih. In recimo, ena osnovnih zadev Darwinovih je bila razvoj temelji na sporu, na tekmovalnosti, na borbi za preživetje. In s tem seveda je potem nadaljeval tudi Hitler. Rasa bo zmagala tista oziroma bo preživela tista, ki bo uničila druge rase in podobno. Sedaj je posebna smer medicine, evolucijska medicina, ki odkriva sistem, ki velja v živem svetu,
sistem sobivanja. In sicer ravno konkretno tečejo zdaj velike razprave o zadnjem COVID-u, virusu, ki se je spremenil. Postal je bolj človeški, ne ubija več. In podobno so tudi dejstva, medicinska dejstva. V človeku je 50 milijard celic. Ampak obenem je v človeku tudi 500 milijard bakterij. Mi živimo z bakterijami. Bakterije so naš nujni sobitelj. In vsa ta harmonija življenjska se z odkrivanjem medicine kaže, kot da Darwinovi principi popolnoma ne veljajo. Potem so recimo drugi elementi, ki se sedaj javljajo, tudi v medicini konkretno. Pač sem malo deformiran, ne? Sem eden od tistih dvoživk, ne, namreč, poglejte, pred 2 leti je celo v slovenskem zdravniškem vestniku IZIS bil sestavek o obsmrtnih dogodkih, obsmrtnih doživetjih. Veste, zdravniki imajo, predvsem recimo onkologi, imajo veliko opravka s tem, ko umirajo ljudje, pa reanimacije in podobno. Samo en primer je naveden. Ne slovenski, ampak v tujini. V tujini so te inštitucije, ki raziskujejo te stvari, zelo, bi rekel, urejene in tudi svetovno znane. Samo en primer bom povedal. Onkološki pacient je na operacijski mizi umrl. Po dolgem času so ga uspeli reanimirati. In ta pacient je bil od rojstva slep. Od rojstva slep, nikoli ni bil. Ampak je umrl pač zaradi drugih stvari, ne? In so ga reanimirali in kaj je povedal potem? Je rekel, da je prvič videl s stropa, kako ga operirajo. In da je šel ven, torej, on je seveda ležal na operacijski mizi, ki so ga reanimirali. Je šel ven in je videl prvič, seveda v življenju, tudi vlak, ki je šel mimo bolnice. In si je zapomnil tudi logotip oziroma znake, opise vlaka. In ko je prišel nazaj v življenje, je povedal, in seveda mu niso verjeli, ampak on je razložil oblike vlaka, z rokami pokazal, logotip vlaka. In so videli zopet en dokaz, da medicina to imenuje zavest, ki presega smrt. Zavest, ki presega smrt. Prosim, to so znanstvene osnove, to ne filozofiramo, ne govorimo kar tako. Zavest in je vprašanje, kaj je človekova zavest, in se ugotavlja, da človekova zavest materialni svet uporablja za svoje razodetje. Nič drugega. Od atomov in tako dalje. In kot seveda tega nima več na razpolago, ne more izraziti svoje zavesti, sebe, svoje identitete. No, to sta recimo 2 primera. In potem gremo naprej. Torej, tisoče primerov se pa sedaj javlja pri tej deviaciji pojmovanja teorije spola in tako dalje. Torej, to se analizira, a tudi knjiga analizira ta dogajanja, ki so zadnja leta zelo pozitivna. V tem smislu, da
največje klinike, ki so recimo spreminjale kirurško, to se pravi in hormonsko spreminjale spol, naj omenim samo Tavistock Gender klinika v Londonu, ta klinika je recimo leta 2009 imela 51 pacientov na leto, 50 pacientov na leto, 2022 pa 3585. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Celi razredi deklic, najstnic je šlo in zahtevalo spremembo spola. To se pravi, nekaj se dogaja v svetu in te raziskave sedaj tečejo zelo intenzivno, seveda ne pridejo v naše simpatije, recimo v posamezne časopise pridejo. Te stvari se počasi razodevajo, odkrivajo in kar nekaj klinik je že moralo zapreti svoja vrata, ki so masovno spreminjale spol, masovno, in seveda potem ti nesrečniki po 10-15 letih rečejo, jaz sem bil takrat še premlad, zakaj ste me operirali, jaz sem bil nezrel za tako oceno, za tako odločitev in zahtevajo velike tožbe in velike, to se pravi, ja, in zapirajo vrata, izginjajo. Pri nas še zmeri lege biti rotenamo. Razumete? No, in iz vsega tega, potem vseh teh elementov, tudi da ne govorimo o dogajanju v ekologiji, o uporabi in zlorabi fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, kar bo seveda gospod Komat bolj jasno povedal oziroma več razodev, saj v velikem delu sem zlorabil njegove knjige, ki so preveč prezrte in upam, da jih bo nakazal. Boste videli, kako daleč smo prišli, kaj počnemo s to naravo, kako pravzaprav goljufamo, hočemo goljufati vse ljudi o naravi. Jaz se spomnim, ko smo imeli razprave o elektromagnetnem sevanju, ki povzroča pri otrocih tudi, ki živijo pod daljnovodi, čisto pod daljnovodi pogosto raka, levkemijo in podobno. In veste, kaj smo ugotovili pri nas? Ni nobenega problema. Zakaj? Evropski standard je 0,1 do 1 mikrotesla, se mi zdi, na razdaljo 100 do 200 metrov. Če je več, mora daljnovod iti pod zemljo, v kabel. Če je nad naseljem, če je bliže naselju. Mi smo ta problem rešili, Slovenija, tako, da smo standard dvigen na 100 do 200 mikrotesla, oziroma smo razdaljo rekli, da je razdalja ne 100 do 200 metrov, ampak 40 do 50 metrov nekaj takega. To se pravi, za približno 10-krat smo dvigli dovoljeno sevanje za naselje. V Ljubljani, vi veste, pred 12 leti nekaj takega, je bila raziskava delana glede onesnaženosti iztočnih voda iz kanalizacije oziroma pri iztoku Ljubljanice v Savo. In takrat je bilo ugotovljeno kakšnih 10% rib, ki so intersex ribe, niso ne moški, ne ženske, spremenjeni, izginjajo. Tudi žabe, vi veste, izginjajo, ker ni več moškega hormona v žabah. In ugotovili so,
zadostuje iztok iz stranišč oziroma odtok urina od žensk, ki jemljejo kontracepcijske tablete. Pazite. To se nam spreminja. In potem 10 let kasneje je želela skupina ponovno raziskati to, niso dobili nobenih sredstev, nobenih dovoljenj. Bilo je rečeno, ja, to bi preveč prizadelo oziroma vznemirilo ljudi. Je pa dejstvo v medicini, že vemo, že kar nekaj let, da je v urbanem naselju, tisti, ki živijo v urbanem naselju, pri 50% moških že 50% manj semenčic. Manj semenčic. Pazite, civilizacija se nam spreminja zaradi nekega čudnega odnosa do ekologije, do napačnega zločinskega odnosa. Govorimo pa o CO2, da nas bo zadušilo, da so vse spremembe, ni nobenih sprememb zaradi tega. In CO2, vi veste, danes je v zraku 400 ppm, to se pravi teh mikrodelcev v zraku CO2-ja. Nekoč je bilo 15 000. Danes v podmornicah, atomskih podmornicah, ki pol leta plujejo po vseh oceanih, sploh ne pridejo na zrak in se dobro počutijo mornarji, je pa koncentracija CO2-ja 5000, pa nikogar ne moti. Mi se pa gremo te preproste. No, te stvari so noter navedene in obenem želijo stvari pripeljati človeka, da bo začutil skrivnost narave, da bo vzljubil to narave. Veste, mi tudi človeka ne spoznamo, če nimamo neke empatije do njega. In naravo moraš spoštovati, moraš vzljubiti, potem jo spoznaš. No, toliko sem bil mogoče predolg, zakaj me pa niste ustavili? Gospod Komat, pri vsem, kar je gospod Cukjati načel, zdaj žal nimava časa, da bi vse pokomentirali, ampak na kratko, kaj je tisto, zaradi česar bi morali še kam spregovoriti, da je res problem v naši družbi, ker ekologije imamo res polna usta, zaradi zelenega prehoda smo pripravljeni obrniti družbo na glavo, ampak kot pravite vi, pri resničnih težavah pa še vedno potiskamo glavo v pesek. No, kot prvo bi rekel, hvala lepa za povabilo in udeležbo. Kot prvo, jaz nisem ekolog. Če sem nekoč to bil še v dobri veri, sem bil še malo bolj naiven, danes lahko rečem samo to, da sem zagovornik narave in vedno bolj zagovornik človeka. Kajti to, kar se danes s človekom dela, to je nepojemljivo. Ta nasilje, to tehnokratsko nasilje, tega vulgarnega materializma, če to malo poskušamo razumeti, se moramo nekaj preseliti v času nazaj. Bom kot takole rekel, torej Evropa je imela neko renesanso, ki je pomenila razcvet tudi umetnosti in medsebojnih odnosov do narave in tako naprej, ampak v tem okvirju se je rodilo razsvetljenstvo kot leglo materializma, ki je danes prešlo v vulgarni materializem, ki se nam na vsem spektru naših življenj prikazuje. Torej, karkoli je gospod Cukjati napisal v svoji čudoviti knjigi, moram reči, da odpira teme, ki so pri nas še vedno tabuizirane, kajti živimo v svetu, kjer sta dva pojma najbolj ogrožena, a pa zelo rabljena, to je pojem ekologija, pa pojem resnica. In tle še kako velja reklo apostola Janeza, resnica vas bo osvobodila. Kajte, mi smo danes sužnji laži. To, kaj danes laži, ki se reproducira skozi medije, jaz se ne pomnim. Torej, če smo včasih imeli nek hibrid komunizma tle, moram reči, da danes centralni komite
globalistične partije v Davosu. Tam sedijo novi partijski funkcionarji, ki peljejo svet v neki novi komunizem in ki ga ne bi vodili ti milijarderji, ne, pa ste. Te isti milijarderji nam pridigajo, nič ne boste imeli in boste srečni. Jaz bi to obrnil, pa bi rekel, torej vaše milijarde vas delajo nesrečne, podarite jih ljudem, če ste nesrečni z vsem tem bogatstvom. Ne pa, da nas delate srečne, pa nam boste vse pobrali, kar omogoča človeku normalno preživetje. Torej, jaz le vidim temeljni konflikt med tako imenovano ekologijo in ekonomijo. Če je zvorna ekologija kot biološka stroka veda v našem planetu, kako funkcionirajo ta sprega tako imenovanega anaerobnega in biotskega sveta, ali pa ekosistemov planeta, kako je skozi evolucijo, ki je potekala skozi milijone let, to življenje dobilo to podobo, ki imamo danes. Nič čudnega, da je Goethe, veliki pesnik nemške provence, napisal znameniti stavek, saj zame, ki se danes tudi ponavlja, tu sem, da bi se čudil. Torej, čudenje kot kategorija človeškega duha. Tudi še ena stvar je, ki jaz pravim, kako smo mi ta niz, ki pelje od informacij preko znanja do modrosti na glavo obrnili, modrost zmleli v povoden informacij, v katerih se ljudje utapljajo in ne more več iz teh koščkov sestaviti podobe sveta, da vidite, kaj se sploh v tem svetu dogaja. Kajti modrost je najvišja kategorija človeškega duha, vse znamo. In če danes so nosilci modrosti odrinjeni iz družbenega dogajanja, kjer se favorizira samo tiste, v tem rekel, propagatorje tega centralnega komiteja iz Davosa, ki vse tisto, kar so največji problemi tega sveta, se je tam rodilo, prihaja ven. Pa če grem sam mečken skozi par tem, nekih je dr. Cukjati odprl danes, torej recimo problem genske tehnologije. To je totalna materializacija, ko je znanost prišla do točke dekodiranja človeškega genoma, so dobili korporacije veliki apetit, da s primernim zneskom denarja začnejo spreminjati ne samo genome rastlin in živali, ampak tudi človeka. To je ta poseg v človeka, ki se je tudi izvedel z uporabo messenger RNA cepiva. To ni cepivo, moram povedati, kdo tega še ne ve, to je način spremembe genoma človeka, kajti messenger se vgradi v celice in se tudi reproducira in se potem tudi prenaša v potomce. Torej gre za reprogram, da gre za cepljenje. To, da vidimo, kako se zlorablja in kako se laže ljudem. Torej, to, da bi nekdo z dekodiranjem genetske kode, ki ima mimogrede 3 milijarde baznih parov in je ta nitka, ki je v vsaki celici zapakirana, te največja skrivnost življenja, dolga ne 2 metra, torej, tle je možnih kombinacij ali pa rekombinacij po naravni poti več kot je atomov v rimski cesti. To je normalna matematika, nam to pove. In zdaj bo nekdo brklal po tem zakladu, te stvaritvi in še šel spreminjati človeka po nekakšni podobi. Kdo bo to podobo dizajniral zdaj? Kdo bo tisti, ki bo kreiral nove podobe novega človeka in tako naprej. Toliko o tej genski tehnologiji, ki je pač zablojena, zdaj se nam to ponuja kot nove genomske tehnike, bodite pozorni, zdaj to zakamuflirano, ni več GSO, zdaj so nove genomske tehnike, ki so ta odpor vse evropske populacije nekoč, ki je bil zelo močen, preko 85% ljudi je zavračali to, hočejo zdaj prešvercati čez, posebej s to novo novim sporazumom med Brusljem in Ameriko. Zdaj, tema je tudi, se zdaj prej imenu znanost, lete znanost, kot, kako je ona nastala? Nastala je pod te filozofski postulatu Descarta, torej, znameniti njegov stavek, dvom je metodično načelo. Torej, če si pravi znanstvenik, moraš podvomiti v vsaki izjavi kjerkoli znanstvenika. To je prva stvar. Mi smo zdaj prišli do točke, kjer sploh ne smeš dvomiti, kjer nam trobijo po medijih, verjemite v znanost. Pa ste znanost, ni vera, vera je vera, vemo.
Tisti, ki je vernik, ima določene postulate, po katerih živi, iz svetih spisov. Ne? Ampak to prenaša potem neko znanost, ki je bila vedno gibalo napredka skozi to, da so ljudje dvomili, da so se spraševali. In zdaj, če gledamo preslikavo, kaj se dogaja v naših šolah, trenutno tudi v Sloveniji, najbolj na udaru so otroci, ki razmišljajo, ki so ustvarjalni, ki imajo veliko polno domišljije. Najbolj se favorizira piflere, ki enostavno reproducirajo tiste gore podatkov, ki so po nekem programu. Torej, zatira se ustvarjalnost in domišljaj otrok, kar je katastrofa, če me nekaj vprašate. Torej, mi rabimo totalno prenovo šolskega sistema, kajti našteljen je točno na ta vulgarni materializem, kot se nam se reproducira nenehno. Zdaj, če odprem tudi vprašanje družine in uničenje družine. Začelo se je s hormonskimi motilci, jaz sem se tega lotil že leta 1998, ko je v moje roke prišla ena knjiga, ki je čisto frišno išla v ZDA, Our Stolen Future, naša zapravljena prihodnost, kjer je prvič v svetu bila kot neka velika bomba odprto vprašanje, kakšne so posledice hormonskih motilcev. In jaz sem v knjigi Simbiotski človek, ker sem tudi zagovornik simbioze, kajti mimogrede glavno gibalo evolucije na tem planetu življenja je simbioza, ne kompeticija. To, kar je Darwin napisal v svojih knjigah, ki so postale v narekovaju nekaj evangelij vulgarnega materializma, je samo podoba angleške buržoazije 19. stoletja na takratno družbo in prenos te podobe na naravo. Torej, imamo bele veze z naravo. V naravi imamo privid kompeticije. Če bi bila vulgarna kompeticija na vseh nivojih, pa ne bi bil tak življenjski splet, pa ekosistem ne bi tako delovali. Recimo po tej logiki bi levi v parih mesecih požrli vse zebre, pa v konc ekosistema. Vidimo, da sta obe plenilc in plen v ravnovesju, en drugega spodbujata, da preživite. Torej, zato je tudi neodarvinizem, ki je nastal iz darvinizma, izjemno uporabna za te elite, ki hočejo vladati svetu, pa pravijo, jaz sem milijarder zato, ker sem bolj uspešen, bolj sposoben, ker ti, vi, ki ste eni reveži, ki ste izgube, ti bode, to je boj za obstanek, mi smo bolj uspešni v boju za obstanek, zato imamo pravico vladati svetu. Tako. Jaz vas bom morala žaliti, že na začetku smo vedeli, da bo premalo časa za vse, kar se moramo pomeniti. Jaz si resnično želim, da bi ta knjiga spodbudila toliko zanimanja, da bi se ob tej knjigi kdaj posebej dobili in upam, da še kakšno rekli. Zdaj pa... Še stavkam, no? Prav, ampak lahko vam še zdaj kar rečem, zaključno misel, ja. Ok. Moram končati tole... Gospod Cipkaj ima velik del knjige posvečen temu razkroju uničenja družine in normalnega odnosa med moškim in žensko. Jaz pravim tako, družina, v kateri kura kikirika, pa potem kokodaka, ne bo uspela. Tudi proti naravno, in tudi za državo to velja. No, to. Se upravičujem, da se vas to... Pa nisem neki vulgarni maskulist, Ja, tako je. Ampak jaz sem zagovornik moškega, ko imamo slovenski lep rek, mož beseda. Ne mož mamina mazica, pa mamon, kot so krstili Italijani, da so že spolno toliko defektni, da jim primakuje testosterona, niso plodni več. Hotela sem vas samo povabiti k zaključni misli, ki ste jo zdaj čudovito podali, v smislu za vsakega samo en stavek za konec. Kaj je tisto, kaj lahko naredimo vsak sam in vsi skupaj, da bodo prihodnji rodovi še znali, zmogli in predvsem želeli prepevati hvalnico življenju in stvarstvu. Gospod Stres, pa lahko kar nadaljujemo v to smer. En stavek. Bi se navezal na to, kar je gospod Komato rekel. Najprej je treba, zelo podpiram to misel, hudič je oče laži, zato je tudi morilec. Osnovna, kjer se mora vse začeti, je, da dobi resnica res prosto pod soncem, da se prekine s tem strahotnim zavajanjem, to ideologizacijo od šole, medijev in potem kulture. Skratka, ta tri temeljna področja, resnice,
morajo biti spet sproščene, da bo tukaj, če drugo ne, vsaj pluralnost mnenj, da se bodo ljudje lahko odločali na osnovi resnice, resničnih spoznanj, ne pa zavajanj. Jaz bi samo to povedal, da pred 15-20 leti je Organizacija Združenih narodov začela z velikim razpisom o strokovnih raziskavah glede škodljivosti našega ogljičnega povzročanja škode, in sicer je veljalo samo tisti članki, samo tiste strokovne znanstvene raziskave bodo sprijete in plačane, ki dokazujejo našo okoljsko blodnjo. No? Samo tiste. In potem seveda kmalu, 5 let kasneje, smo slišali, vsa znanost opozarja in tako naprej. Kako preprosto je to? Želim, da bi Frančiško nekako verjeli, verovali in da bi res bili življenje. Duhovniki pomeni častilci stvarnika. Poglejte, mislim, tako kot je naslov našega srečanja, seveda, jaz sem pa zato, da začnemo pri čudenju. To ni v nasprotju s profesijo stresom. Tudi resnica začudi. Ampak vsekako še bolj začudi lepota. Lepota in če se vrnem k Frančiškovi pesmi, njegovi liriki, a veste, da so najbolj nad njegovimi pesmimi duhovnostjo bile zaščitena dekleta, ženske. Imamo zanimiv fenomen. Do Frančiška je bilo samo 10% med svetniki žensk. Od njega naprej pa pol, ne? Zelo moderno, ker so gostili, kot so rekli Francozi, l'imagination au pouvoir, ne pride domišljija na obraz. In vemo, da je domišljija in domišljija, ki se srečuje z resnico, to je zares čudenje. Profesor, da domačo nalogo. Prebislite še enkrat Frančiškovo hvalico stvarstva in do danes zvečer napišite svojo kitico, zaradi česarkoli že, tudi če je to hvali moj gospod zaradi sestre čokolade. Jaz bi zagovarjal ustvarjalnost, ker v ustvarjalnosti človek res v polnosti živi, ampak to ustvarjalnost ne kakršnakoli, ampak s smotrom, ciljem, smislom v tem duhu, kot so gospodi rekli, notranje osvoboditve resnice. Prosim, jaz sem izprosen, sam staročen, ker sem neskončen dolg do doktora Curpjatija v tem primeru. Globalno ogrevanje je pa ta lonc, ki sem skuhal not in tako naprej. Eno vprašanje za domačo nalogo, kot jaz dal, ne. Kdo je ogrel planet po zadnji ledeni dobi? Eci? Pa s čim? Ja, tega ni bilo. Hvala lepa, spoštovani gostje, za ta pogovor. Jaz mislim, da res ob teh knjigah se bomo še srečevali, se bomo še pogovarjali, nas bodo še navdihovali. Tako da hvala za to srečanje, za ta krasen pogovor. Vam, spoštovano občinstvo, pa hvala za pozornost.